Prepovedane so vlažilni robčki, gradbeni odpadki, vsi higienski pripomočki, palčke za ušesa, vse, kar je trdo, tudi ostanki hrane, nekatere maščobe, olja, strogo prepovedano, kmetijske odpadne vode, škropiva, zdravila. Tukaj vidimo vhodno črpališče in fino grablje. To je prvi del, ko pride voda s kanalizacije. Potem gre na peskolov, kjer se pesek izloči, nato na lovilec maščob. Občane pa verjetno zdaj najbolj moti seveda dodatni stroški na položnicah, ampak žal moramo to storitev tudi opravljati, saj nam tako določa uredba o odvajanju in čiščenju odpadnih voda. Kot smo delali ankete, smo ugotovili, da so nekateri tudi niso praznili po 10 let svojih greznic in s tem so tudi povzročili veliko škode okolju. Varstvo okolja je področje, ki mu dolgo nismo namenjali posebne pozornosti. Na težave, ki nas čakajo zaradi onesnaževanja, so kvečjemu opozarjali posamezniki. V zadnjih desetletjih pa se je zavest o tem, da škodimo sami sebi, še bolj pa prihajajočim rodovom, vendarle okrepila. Navsezadnje se posledice podnebnih sprememb kažejo skoraj vsak dan, na tem področju pa imajo veliko vlogo komunalna podjetja. Seveda pa so sama, brez našega sodelovanja in brez naše skrbi za okolje, nemočna. Zato pa moramo tudi uporabniki vedeti, kaj pravzaprav počnejo oziroma kaj se dogaja s tem, kar jim prepustimo v obdelavo. Zato bi delovanje čistilne naprave moral poznati prav vsak. Tule je priložnost, da jo spozna in se morda tudi zamisli. Tako da zdaj se nahajamo na čistilni napravi Gornja Radgona. To je tudi zelo pomembna tematika oziroma področje varstva okolja, čiščenja odpadnih voda. Čistilna naprava se je zgradila v letu 2015. Glavni investitor in lastnik je občina Gornja Radgona. Naše podjetje upravlja s to od 2016. Tako da namenjena je 8800 populacijskim enotam. To pomeni, da bomo priključili in še bomo v prihodnje, v 2016 smo jih nekaj že, mesto Gornja Radgona, potem tudi bližnjo okolico, kot so Mele, Podgrad, del Hercegovščaka in Noričkega Vrha, tudi Črešnjevec. Priključujemo pa tudi večja podjetja, vse, kar spada v aglomeracijsko območje. Tako da uporabljamo tehnologijo SBR. To je zelo učinkovita biološka metoda. Z njo dosegamo visoko stopnjo očiščenosti odpadne vode, tudi kasneje bomo videli primer. Temelji pa na naravni metodi mikroorganizmov, tako da dodajamo zelo malo kemikalij, samo za odstranjevanje fosforja.
Tukaj se nahajamo na vhodnem črpališču. To pomeni, da sem not priteče odpadna voda vsega področja kanalizacije. Kanalizacija je še vedno v večini mešana, delno pa že ločena. Tukaj sprejmemo dnevno približno oziroma povprečno 1500 kubičnih metrov odpadne vode na dan. V črpališče je 10 metrov globoko, ker je pač takšna globina ostale kanalizacije. Voda priteka namreč gravitacijsko. V črpališču so 3 črpalke, centrifugalne, in te hkrati ali pa posamezno, odvisno količine, odpeljajo vodo po ostali čistilni napravi. Te zvoke pa slišimo grobe, fine grablje. To pa prve odpadke že odpelje v zabojnik. So pa fine, tako da res vse velike delce zberemo v zabojnik in potem odpeljemo na odlagališče. Zdaj se pa nahajamo na delu, jaz pravim, srce čistilne naprave. V bazeni so namreč mikroorganizmi in glavni del prečiščevanja odpadne vode. Tam na začetku vidimo manjše bazene, tisto so tako imenovani selektorji, tudi del, kjer se očiščujejo maščobe. V selektorjih je področje brez kisika. Tam poteka ta anaerobni del prečiščevanja, torej odstranjevanja nitratov z vode. Tukaj v glavnih delih, v 2 bazenih, v reaktorji, je pa cel čas prezračevanje oziroma izmenično poteka. Tukaj pa se odstranjuje amonijak, nitriti, poteka nitrifikacija, tako imenovana. To pomeni, da cel čas dovajamo kisik. Čiščenje poteka v 3 fazah. Prvo je čas polnjenja in prezračevanja, druga faza je čas usedanja, tretja pa čas praznjenja. V tistem prvem delu poteka samo čiščenje, v drugem delu se useda blato, odvečno blato odvedemo s črpalkami v zalogovnik blata. V tretjem delu, ko se pa prazni, pa praktično čista voda odteka v odvodnik, torej v reko Muro skozi kanale. Zdaj se pa nahajamo v prostoru, kjer je tudi kar nekaj komponent čistilne naprave. Na mojem levem je peskolov. S peskolovom odstranjujemo torej pesek, mivko iz odpadne vode, ki se zna kar precej nabrati, sploh po dežju, ko se s ceste spira kakšen pesek, po zimi sol. Potem za mano pa je centrifuga, to pa pomeni zazgoščanje blata. Z blata, ki ga odstranimo z bazenov, odvečnega, z mikroorganizmi, z odmrlimi mikroorganizmi in z organskimi snovmi z odpadne vode, ki se ne predelajo. Tukaj blato odstranimo, skušamo odstraniti čim več vode, s pomočjo raztopine polielektrolita in vodo zmešamo, ter potem sproti dodajamo med samim postopkom, da dosežemo čim višjo sušino, in ta sušina oziroma blato čim bolj dehidrirano se pa spiralnim transporterjem izvrže v zabojnik zunaj ter odpeljejo potem izbrani pogodbeniki. Pri nas to uporabljajo kot nek gradbeni material za pokrivanje odlagališč. Tukaj pa imamo tudi še kar pomembno stvar, to je že ena kemikalija, železov triklorid, z njim pa odstranjujemo z odpadne vode fosfor. Fosfor pa moramo vedeti, da povzroča v naravi nastajanje škodljivih alg, torej ščitimo predvsem reko Muro, da ne nastajajo not alge in nitaste alge, ki bi pa tudi onesnažile reko. Tako je torej zunaj, pri čistilni napravi pa imajo tudi prostore, v katerih je računalniška oprema.
Z njo upravljajo celotni proces v čistilni napravi. Zelo uporabna pa je tudi za lažje razumevanje tega, kaj se dogaja z odpadno vodo. Tukaj bomo še zaenkrat šli hitro skozi celi postopek. Tukaj vidimo vhodno črpališče in fino grablje. To je prvi del, ko pride voda z kanalizacije. Potem gre na peskolov, kjer se pesek izloči, nato na lovilec maščob. Maščobe odstranimo s tem posnemalcem. Maščobe se namreč nabirajo na površini vode in grejo v zalogovnik maščob. Potem pa že gre voda v glavne bazene in selektorje. Tukaj ta dva dela sta selektorje, torej kot smo rekli že brez kisika, tukaj pa je potem prezračevanje. Tukaj pa že vidimo tudi merilni iztok. Tukaj odvzemamo vzorce za meritve in preverjamo učinkovitost čiščenja. Iz tukaj pa gre potem v sprejemnik reko Muro. To pa je območje dehidracije. Tukaj vidimo celotno pripravo polielektrolita, ki v to centrifugo pride iz zalogovnika blata blato in jo obdelamo s polielektrolitom ter potem odpeljemo v kontejner. To pa je obarjanje fosforja in puhala. Kot vidimo, moramo trenutno dobaviti železo triklorid in s tem odstranjujemo fosfor. Tukaj pa se nahajamo na sprejemu gošč iz greznic. Tam, kot smo že tam zunaj videli na začetku, se nahaja sprejem gošč in to je tudi trenutno nekako najbolj aktualna tematika čistilne naprave. Z letošnjim letom so namreč začeli obračunavati občanom, ki niso priključeni na kanalizacijo, odvoz grezničnih gošč. To pa je prineslo veliko vprašanj, tudi nekaj nejevolje. Operativno smo to izvajati začeli s 3.5. Občane predhodno obvestimo, kdaj jih bomo odpeljali. Pripravili smo pa že predhodno 3-letni plan in v tem letu so določene vasi, potem drugo leto spet druge, tako da si že nekako naprej vejo občani planirati, kdaj bodo pri njih praznili. Če pa imajo kakšne težave, pa smo jim vedno na voljo za klic, saj smo glavni trenutno organizator odvozov in mora iti vse preko nas, ker smo javna služba, kot določa tudi uredba. Občane pa verjetno zdaj najbolj moti seveda dodatni stroški na položnicah, ampak žal moramo to storitev tudi opravljati, saj nam tako določa uredba o odvajanju in čiščenju odpadnih voda. To smo dolžni delati, saj tako dosegamo tudi večji nadzor nad odvozom in tako ohranjanju čistega okolja. Drugače kot smo delali ankete, smo ugotovili, da so nekateri tudi niso praznili po 10 let svojih greznic in s tem so tudi povzročili veliko škode okolju, saj je greznica pretočna in je iztekalo v potok ali podtalnico ali kam drugam. So pa tudi izjeme, na primer kmetijska gospodarstva so lahko oproščena, seveda moramo tu poudariti, da morajo imeti vse urejeno, nepretočno gnojno jamo, zadostno količino živali in tudi zadostno količino površin kmetijskih, na katere potem to predelano goščo odpeljajo. Občani so upravičeni do največ 2 odvozov, planirano enega, če pa imajo potrebo še dodatno en odvoz, ker če imajo na primer vse urejeno, kot zahtevajo normativi, več odvozov tudi ne potrebujejo kot enega. Seveda so izjeme tudi nepretočne greznice, ti občani nas morajo obvestiti, da jo imajo, pri nas vsa dokazila in potem so oproščeni do več število odvozov, saj ne izteka iz greznice prav nič, tako da se razumljivo nabira večja količina vode. V notranjosti pa je tudi laboratorij, v katerem pa ne čarajo, ampak spremljajo, kaj se je dogajalo z vodo oziroma ali naprava deluje kot mora, čeprav se morda zdi komu razlika med vodo, ki priteče v čistilno napravo, in tisto, ki iz nje odteče, vendarle čarovnija, kajti razlika je očitna. Kot vidite, na levi je prva, na desni je druga. Čistilna naprava lahko rečemo čisti ustrezno. Rezultat je tudi na ekranu. Tako da samo še eno opozorilo za vse občane. Kot smo povedali, je čistilna naprava biološka,
To pomeni, da ne smemo v kanalizacijo, v greznice, v male čistile metati vseh stvari. Prepovedane so vlažilni robčki, gradbeni odpadki, vsi higienski pripomočki, palčke za ušesa, vse, kar je trdo, tudi ostanki hrane, nekatere maščobe, olja, strogo prepovedano, kmetijske odpadne vode, škropiva, zdravila. Vse to nam namreč povzroča ogromne stroške in se pozna tudi na položnicah, s tem pa tudi ne skrbimo za okolje, vse to pristane na odlagališčih. In tako da apeliram na vse še enkrat, dajmo nekaj malega prispevati k ohranjanju čistega okolja za nas pa za naše potomce. Za ohranitev okolja Gornjeradgonska komunala skrbi tudi za pitno vodo, razpošlje skoraj 500 tisoč kubičnih metrov letno, zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, poleti in pozimi ureja in čisti javne površine in ceste, pri tržni dejavnosti pa poskrbi tudi za plakatiranje in reklamiranje.